BMW fani oziroma tisti, ki so tudi kupci petice, pravijo, da je to totalen fail. A veš, kaj se že zelo dolgo časa ni zgodilo, da bi v vlogu pod lupo vzeli enega orang bavarca. Ampak danes je ta dan. V roki držim ključ ta nove petke. Ne vozim je prvič, ampak ko sem je nazadnje, je bilo to za vzorec na domači predstavitvi. Zdaj je pa druga pesem. Lej, kaj imam tukaj parkiran. Poglej, kaj imamo atmosferci na testu. Tole je ta nova petica, Touring z dodatkom na strehi. No in nekako mi je ratal zvizniti ključe, ker petice oziroma BMW na splošno si ponavadi kar malo zase vzameta, Saša pa seba, danes pa Torej, s čem imamo opravka? Gledaš aktualno, praktično novo generacijo BMW-ve petice in takole na prvi uč, kljub razmeroma velikim ledvicam, se mi tale avto zdi, ko ga vzameš kot celoto in ko pogledaš na njegov videz, še kar konzervativno oblikovan, kar mi je všeč. Pa prav je, da gremo še enkrat pogledati k zadku. Ne samo zato, da ti pokažem tele krasne zadnje luči, ki me spominjajo na tiste pri trojki karavan, ampak predvsem zato, da si pogledamo, katera izvedenka je tole, X-Drive. Vemo, da pomeni štirikolesen pogon, predvsem pa 520 dizel. Stari, a se sam meni zdi, ali so dizelski karavani postali ene take vrste izumirajoča vrsta? Mislim, to velja za karavane na splošno, za dizle pa valjda tudi. Zdaj, če že testiramo karavana, je edin prav, da se najprej posvetimo bistvu tega avtomobila, to je pa tukaj v zadku. Kufer, dajmo ga odpreti, pogledati, da vidimo, koliko je ura. Prva stvar, ki jo moram pohvaliti, je dostopnost prtljažnika povezana predvsem s širino odprtine. Nisem šel z metrom meriti, ampak na uč je tole več kot udobno, priročno, tudi primerno zaščiteno. Predvsem pa, a vidiš, na katerem položaju je tale rolo, ker ko ga potegneš do konca nazaj, je model tukaj, ampak ker sem jaz odprl prtljažen prostor, se je on odločil, da najprej oziroma najbrž želim nekaj noter naložiti in se je umaknil na tale drug položaj. To se pravi, ko ti odpreš kufer, on v resnici naredi tole. Da je vse skupaj že takoj v štartu lažje dostopno. No pa pojmo naprej, če hočeš imeti še več prostora, narediš tole, pa se ti pomakne v skrajno pozicijo. Zdaj imaš pa na voljo pogled na osnovno prostornino, ki v litrih znaša 570. 570 je orang številka, je pa treba priznati, da med karavani tega segmenta ne rekordna, pa tudi v segmentu nižji imamo avtomobile, ki se ponašajo z večjimi številkami. Kljub temu pa 570 litrov tudi približno ni malo, nasprotno, prostora tukaj noter je ogromno. Prtljažno dno in vsi materiali, s katerimi imaš ti opravka, so izredno dobri. Na levi pa desni strani najdeš takle vzvod, s katerim veš, kaj se zgodi, če ga potegneš, ne? Podre se ti klop. In tako seveda pridemo tudi do tiste največje številke, ki je ta avto v litrih sposoben ponuditi, ko prije do prostora, to je pa Jurija 700. Dajmo mi to zdaj kar nazaj postaviti. O, Madonna! Zdaj sem ti že malo kokpit pokazal, tega nisem hotel. Vse ob svojem času, sin moj. Vsem sem želel ostati še malo pri bistvu tega avtomobila, to je seveda prtljažnik. Par reči je še pomembnih, ne pa tudi ekskluzivnih, to se pravi osvetlitev na obeh koncih, kar hvalim. Pa imamo tukaj le še tele odlagališča, ki so zaščitena z mrežico na levi in desni strani, nič nenavadnega. Pa imamo tukaj le še kakšen kabelček, na katerega lahko obesiš vrečko in tako naprej. Predvsem pa, tele je še en gumbek, poglej ga. In zdaj, ko ga bom pritisnil, se bo pri mojih nogah pojavila vlečna kljuka. 3, 4, zdaj. No, kje si, ljubica? Prid. O, dober dan. Evo jo. To je un shot, ko ga rad delam, ko pol pritisnem še enkrat, pa se posprav. A veš. Lej, približno takole. Adijo. Bye, bye. Evo ti ga na. Dajmo pogledati še dvojno dno. Tukaj imamo eno vrečko z enimi cunjami, pa tle je paket za prvo pomoč, pa še en pulover. Drugače pa s tem imamo opravka, ni neki izredno veliko prostora, je pa tukaj dovolj prostora za tole, ker gre za razmeroma nov avto, tega še nihče ni uporabil, gre za dodatno zaščitno mrežo, ki jo namestiš. Se ne rabim posebej razlagati, čemu služi dodatna zaščitna mreža. Mislim, če ti furaš še kaj takega v avtu, da želiš dodatno zaščititi potnike, da pol, če se kaj zgodi, ne letijo zadeve po kabini, ker bi bilo lahko dobesedno smrtonosno. Pa še ena stvar, ki smo pri kufru, to sem pozabil posnet, zato snemam, delam to naknadno. Tale rolo
nisem še srečal izdelka, ki bi ga bilo lažje odstraniti. Meni je bil to totalni Prosim, lepo poglej to. Vse, kar moraš narediti, je narediti pritisk na desni, pa na levi strani in je modelček Frey, da ga odstraniš z največjo lahkoto na tem svetu. In enako velja, ko ga je treba namestiti nazaj. Samo položiš ga, pa zapelješ noter. Poslušaj to. To je to! To je bil zame en tistih momentov, ko sem si rekel, smo leta 2024, sem mislil, da smo v povezavi s kufrom, pa v povezavi s tem, kako se kakšne stvari prilagaja, pa nastavlja, da smo že vse pogruntali. In pol uleti BMW s petko karavan in pokaže tole. Sej, lahko da so to že kje drugje imeli, ampak jaz, če sem iskren, takšnega načina, takšnega sistema še nisem srečal in sem bil blown away. Ok, zdaj pa nazaj. Zdaj so pa pri BMW-ju mislili, da smo se že izognili tisti pereči točki. Saj veste, kaj je bilo včasih na voljo tukajle, ne? Tale šipa je do zdaj vedno bila na voljo, da se odpre. Ta nova karavanska petka nima več odpirajočega zadnjega stekla za hiter dostop v prtljažni prostor. BMW fani oziroma tisti, ki so tudi kupci petice, pravijo, da je to totalen fail. Jaz pa moram priznati, da ko sem testiral v preteklosti karavanske petke pa trojke, da tega nisem kaj dostikrat izkoriščal. Je pa tudi res, da nisem bil tega vajen, tako da razumem in verjamem, da je to marsikoga razjezilo. Zdaj, če še vedno stojim pri zadku, je treba omeniti, da se tale petica bohoti s paketom M, kar pomeni, da je tale zadnji difuzor, ki gre sicer bolj za fake izdelek, precej atraktiven, malo popestri tale zadek. Predvsem pa lučke po svoji obliki, in ta mi je všeč, spominjajo na tiste pri karavanski trojki. Pa preden se posvetimo kokpitu, dajmo se za začetek še enkrat oziroma ponovno ustaviti pri sprednjem delu. Kljub temu, da gre za razmeroma veliki ledvički, se mi zdi, da je BMW tukaj vendarle stopil korak nazaj. Enako seveda velja za limuzinsko petko in da niso tako glomazne, da bi motile. Oziroma, da bi bile nek hud predmet polemik, ker vemo, da je bilo tega pri BMW-ju v zadnjem času ne malo, ampak že kar malo preveč. A ja, tega le mimogrede nismo mi naredili, samo toliko, da ne. Pa še en detalček, ki tudi približno ni nov. A vidiš, tale del je tako malo vigali-vagali, to je pa zato, ker se tele lupute odpirajo po potrebi, ampak to seveda ni novost, niti približen. Plus, če bi bila tema, bi ti zelo dobro videl, da je tudi v tem trenutku, sam ne vem, če se dobro vidi na zaslonu, da je vogal telih ledvičkov osvetljen. Pa še ena stvar, preden gremo v kokpit, ne moramo mimo strešenega kovčka. Gre seveda za BMW original kos, katerega posebnost je, se iz tega kota se dobro vidi, da je njegova barva lahko meči s karoserijo in to se mi zdi dobro. Mislim, dobro. Fajn je, ne, če si tak šmeker, pa hočeš, da se ti truga ujema z avtom. Je res? V rok držim tudi ključek, pogledamo, ko zdaj je noter. Takneš, obrneš. Preš vrata, pa omažeš prak. V osnovi naš pretresljivga, zraven dobiš dve gurtni, menda je to del serijske opreme, ne vem, lahko da sem se zmotil. Pomembno je, da se seveda lahko odpre z obeh strani, z moje ali pa s tvoje in to je to. A ja, tec pozabite najbolj pomembno stvar povedati. Prostora 520 litrov. Ok, zdaj pa končno kokpit. Torej, dajmo pogledati, s čem imamo opravka. Meni zadnja leta ljuba rjavo temna kombinacija, volan, poglej, je športen, seveda posledica paketa M. Pa sem jaz ugotovil, da vse najraje armaturko kažem z desne strani. Ne vem zakaj, ko sem se navadil, I guess. Ja, tole bo boljše. Kar se samega dizajna pa občutka v kabini tiče, ustvari si svoje mnenje. Le ga tiče, kaj pa ti tukaj delaš? Zdaj se omakniti. Čakaj, to so ključi od mojega Darkota, dajmo tole zapreti. Zdaj pa tako, povem vam par stvari, ki so mi fejst všeč, pa par, ki mi niso niti manj. A prav. Ta prva reč, materiali. Kakovost izdelave, tukaj nimam sploh kaj povedati. Vse skupaj je na zelo visokem nivoju in v resnici od BMW-ja, ki drugega nismo niti pričakovali. A veš, materiali, tisti, ki je usnja, pa tudi plastike stari, je zares dober. Tudi sestavljenost je na zelo visokem nivoju. Dajmo tako reči, imamo kakšne v tem segmentu, ki tudi približno ne pustijo tako dobrega vtisa, ki začneš pritiskati, šlatati pa preverjati materijale in tako naprej. Sam dizajn pa nastop, pa dajmo samo vključiti še šmek. Tukaj se boste morali sami odločiti. Ambientalna osvetlitev se mi zdi fina, primerna,
opazna dobro, tudi po dnevu, ko je svetlobe razmeroma veliko. Celo na čeveljčkih vidiš, da se malo modro vidi. Drugače pa sam dizajn, ta pristop od BMW-ja smo ga vajeni. Tukaj boš za brez veze iskal kakršnakoli fizična stikala, kar me seveda moti. Je pa res, da je BMW poskrbel za to, da se ene stvari, recimo piharija, upravlja zares na lahkoten, da ne rečem celo intuitiven način. Hvala. Ampak če s piharijo gre, da jo nastavaš 1, 2, 3 takole, ne, stari, s temperaturo pa ne gre drugače kot tapkat po zaslonu, to mi pa ni toliko všeč. Drugače pa, če pritisneš tale del, se ti odpre ali hlajenje oziroma ventiliranje sprednjih sedežev ali pa gretje. Velikega tapkanja je treba, da si vse skupaj nastaviš, to drži. Arhitekturno oziroma uporabniško pomislekov nimam, 2 velika cup holderja, odlagališče, tukaj lahko seveda filaš tudi telefon, dvokrilno odpiranje tegale predala tukaj. Pa potem tale sredinska konzola, kjer upravljaš seveda z vmesnikom, pa rihtaš volume, ok, tukaj imamo fizično stikalo, to je super. Seveda vse skupaj je okrenclano s kristalom, engine start stop, upravljanje smeri vožnje, pa pač prehajanje po meniju in tako naprej. V tem trenutku sicer upravljam navigacijo. Opa, smo predaleč ven. Tako da tole upravljanje večinoma z dotikanjem zaslona pa tako naprej je razmeroma dobro rešeno. Proti vmesniku nimam nič, ker je sam po sebi zelo dober, ampak ne morem pomagati, falijo mi, ne rabim pumpe, vem, ki je, bom šel pol tankat, falijo mi fizična stikala, ne morem pomagati. Predvsem me pa moti to, pa vidim, da se to slabša z leti, ne, da cel ta del, kjer dejansko veliko šlataš, ne, da je to tam nekje na armaturki, pa sem pa tja malo prah pobrišeš tukaj, ta pianoplastika, stari, jaz tega ne morem model. Vem, da zgleda dobro, ampak, a veš, to skozi neki šlataš, obračaš, vse se pozna, pa skozi boga. I do not like you. Pa da ne bom sam grajal, izredno všeč mi je tale detajl, zato ker gre za en tak luknjan profilček oziroma tretjo spodnjo prečko, meni tole zgleda top. Tudi ene pripombe nimam pa nad počutjem v kabini. Tukaj noter je zelo tiho, tukaj noter je zelo udobno. Tudi zaradi vzmetenja, predvsem zaradi podvozja, ki je v stilu sodobnejših BMW-jev, ne glede na to, da se z vsako generacijo zredijo, mislim. Ampak dinamika, oprijem, feeling med vožnjo je krasen. Je pa res, da tale model, tale Pariatu, včasih so BMW-ji bili skozi volan bolj povedni, boljši feeling si imel, kaj se dogaja z avtomobilom na splošno kot zdaj. Pač, sej, to so ene stvari, ki so se pač spremenile. Tu je treba razumeti, da v iskanju udobja in vseh drugih stvari, ki jih tavžniti na en kupec hočejo, je ta feeling za voznika na prioritetni lestvici pač zdrsnil za nekatere od nas prenisko. No pa najbrž sem dolžen še pogled iz druge vrste, da si pogledate armaturko in delovno okolje še od tukaj, predvsem pa, da si boste lažje predstavljali, kako je v drugi vrsti s prostorom. Nam rekel, da ga je rekordno veliko v peticiji in podobno velikih poslovnih limuzinah ali pa karavanih ga nikoli ni bilo. Sicer pa tudi tukaj nivo udobja, tudi ko se ti učke spočijejo na takih detajlih, kot je recimo tale zvočnik. A veš, jaz vedno pravim, da podrobnosti štejejo in ko smo že pri detajlih USB-C, če dam tole dol, vidiš eno lukenco, ampak to samo zato, ker lahko izbereš nastavek, ki ti nosi tablico. Sicer pa, kot vidiš, 4-conska klimatska naprava plus 2x USB-C še na sredini, ker pomeni, da imaš tukaj izhodov 1, 2, 3, 4, to je pa že kar veliko. Viš, kaj sem pa čisto pozabil? Tole. Aja, se res, kjera budala, stari. Da se ne vidi, ne, zato kaj druga gor. Ok, lahko kar zapremo, pa gremo naprej. Kaj nam je še ostalo? Vem kaj. Cena, vožnja, pogonski sklop, poraba. Ajde. Ti pa dajmo začeti kar z motorjem. Prej sem rekel 520 dizel, kar seveda pomeni, da tukaj spodaj laufa 1, 2, 3, 4-valni dizelski motor. Oječitve, vemo, zakaj so tukaj? Temu, kar sem ravno kar povedal, je treba dodati še to, da seveda tale motor izkorišča tudi vse prednosti blago hibridne tehnologije, kar je že skoraj standard pri vseh motorjih, takšnih ali pa drugačnih. Sicer pa BMW 5 Touring je zelo velik oziroma dolg avto. V dolžino mer par centimetrov, 6 se mi zdi več kot 5 metrov. Posledično seveda tudi zato tehta švoh 2 toni, 1970 kilogramov, kar pomeni, da tebe zdaj zanima, če bi bilo mogoče bolj pameten kupiti
spet kot dizel s 6-valjnim motorjem, tista, ki ima oznako, koliko smo rekli, 540D, lej, zdaj je to tako. Malo je odvisno od tega, kakšen voznik si, ampak tale motor ti uspe ponuditi švoh 200 konjev v povezavi s 4-kolesnim pogonom in to v resnici pomeni pospešek do 100 v dobrih 7-8 sekundah. Za vsakodnevno navadno vožnjo, tudi če ga boš obremenil, tako kot se zagre, je to po mojem mnenju dovolj. Je pa res, da če kje boš ti dodaten navor, moč, ta pogrešal na voznici, na avtocesti pri višjih hitrostih. Čeprav pa BMW vozniki znate biti že po defaultu dinamični, tako da dajte dobro razmisliti, a je 520D za vas dovolj. Zame recimo bi bilo, pa sem dinamičen voznik, ampak dinamiko pač pričakujem na drugih koncih od čist drugih avtomobilov. Tako da vse ne treba razmisliti, ne? Ker na avtocesti, ki imaš ti poln avto, pa se želiš zganti, zato da boš koga prehitil ali pa da boš preprosto pospešil na želeno hitrost v doglednem času, rabiš imeti večji motor pri takšni masi, pri tako velikem avtomobilu. Sami se odločite, poraba pri meni je bila, to sem že povedal, ne, med 7 in 8 litri in to je to. Vse, kar se same vozne dinamike tiče, že prej sem jo pohvalil. Avto se pelje krasno, ima pa tudi eno doplačilo, ki ga toplo priporočam, ne vem točno kako se imenuje, ampak s sabo pripelje tudi, bom rekel, zelo natančno krmiljenje zadnje blažilnike, predvsem pa tale šot bom zdaj naredil, ki ga ponovadi naredim pri Mercedesih. Zadnja kolesa se tudi obračajo in to pri tako velikem avtomobilu pomeni zelo dobrodošel dodatek, ker seveda poveča okretnost. Za številke pa za kot obračanja ne vem, ampak da bom avto prižgal, pa bom volan parkrat obrnil, da si boste lažje predstavljali. Pri Mercedesu imate te kadre radi, zakaj vam jih ne bi dal tudi pri BMW-ju? Telefon naštimati stari, tako da se bo videl, veš. Tak triki shot je, ampak če daš full zoom pa dobro nameriš, full dobro izpade, le zdaj. Jaz mislim, da smo mi na koncu. Drugače pa eno obžalovanje imam, če bi sonček na polno sjal, pa če bi bil avto nafrišen, opran. A veš, kako ta modra lepo ven popne? Madonna, res mu paše, tudi struga je takrat videti čisto drugačna. Mislim, se veš, svetloba naredi lahko vse. Ok, zdaj pa samo še cena. Če se jaz ne motim, se špas pri takšnem avtomobilu, to se pravi pri izvedenki 520 diesel X-Drive Touring začne par jurjev pod 70 000, ampak tale avto, a je nabit z opremo ali ni? Seveda, da je, ker pomeni, da cena zraste v nevarno bližino 100 000, kar je seveda razumljivo, na nek način nič presenetljivega. In to je to, da se morate pa sami odločiti, ne. Dejstvo pa je, da gre za zelo talentiran avtomobil na zelo velikih področjih in da nekih resnih hudih minusov, mislim, preprosto nima. Bolj se pa človek odloči glede na to, kaj mu je všeč vizualno, pa je treba pozbrati še kakšen motor boš pa to, ne. Ampak gledano objektivno gre za zelo dobrega allrounderja, mislim zelo dobrega. Nadpovprečno dobrega, če vzameš takole celotno avtomobilsko industrijo pa podobno velike karavane. In to je to. Folk lepo se imejte. Ajde, čau.